Cepim se proti gripi vsako leto, to pa zato, da s tem zmanjšam možnost, da bi za gripo zbolel, in posledično pol utrpel kakšne posledice oziroma zaplete. To počnem vsako leto in imam s tem dobre izkušnje. Ja, pri nas smo kar, se vsako leto cepimo proti gripi. Moram reči, da je to kar učinkovito. In to priporočam tudi svojim prijateljem ali pa bližnjim, nenazadnje pa tudi seveda pacientom, ki jih praviloma zaradi kakšne osnovne bolezni, gripa še toliko bolj ogroža. Ja, seveda posebej majhni otroci, so v bistvu nekako najbolj na udaru zaradi pogostnosti tovrstne okužbe in posledično tudi, pogostih zapletov. Obenem pa so tudi, dodatno ogroženi, otroci z nekimi kroničnimi boleznimi, otroci z imunskimi pomanjkljivostmi, pri katerih pa seveda gripa lahko poteka v težji obliki. Potrebno je pa vedeti, da tudi, gripa, okužba z virusom gripe, odpre, človekovo telo na stežaj, za, bakterije, ki lahko povzročijo pa resne, hude okužbe. Tako govoriva o pljučnici, govoriva o gnojnem meningitisu, govoriva o sepsah, govoriva nenazadnje o vseh, okužbah s področja, ušes, nosu in grla. Skratka, praktično te invazivne bakterijske okužbe lahko prizadenejo katerikoli del telesa. Svetujemo v bistvu tudi to, kar nekako poskušamo tudi v čim večji meri izvajati, da v jesenskem času oziroma v času cepljenja proti gripi to, ponudimo in omogočimo, tudi vsem otrokom, ki pridejo zaradi neke kronične bolezni k nam na pregled. Da dejansko povečamo dostopnost cepljenja, da ni treba zaradi tega, dodatno iti k zdravniku, ampak ko so že pri nas, lahko tudi so lahko deležni tudi tega dodatnega preventivnega ukrepa. V vsakem hudem primeru, bolezni, do katerega praviloma pride pri necepljeni osebi, je to na neki način za vse šola, da je mogoče vseeno bolje bolezen preprečiti s cepljenjem. Ampak, mislim, da z nekim strašenjem, ne bomo kaj veliko dosegli, da je bolj na neki način, treba spodbujati neko odgovorno, konstruktivno držo.